Kako sem si zamislil današnje srečanje, bom najprej povedal, potem pa ne vem, kako bo Duh dal sproti, mogoče bo malo drugače šlo. Se mi zdi, da so najboljše stvari tiste, ko nekaj pripraviš, potem pa poslušaš še malo Svetega Duha, da usmerja tam, kamor je treba. Se pravi, tudi vi me lahko že sproti usmerite s svojimi vprašanji, če ima kdo kakšno vprašanje že vmes, naj dvigne roko, pa ne pač kar vpraša, pa bomo malo preusmerili v tisto smer. Zamislil sem si tako, da bi najprej dal nekaj iztočnic, nekaj točk, ki so me v zadnjem obdobju precej nagovorile, zadele osebno, lahko rečem, ki so mi dale duhovno hrano. S tem bi pa povezal malo tudi svojo izkušnjo, mogoče življenjsko, duhovniško, ne vem, ali pa obče človeško, tisto, kar doživljam tudi kot zemljan ali pa ne vem, kot človek, v tem smislu najširše antropološko. Potem pa, kot rečeno, pa tudi prostor za vprašanja ali pa tudi kakšen vaš komentar, lahko kdo tudi podeli kakšno svojo lastno izkušnjo v tem, bi bil tudi zelo vesel, če se pač naredi neka interakcija in tudi na to priključite kakšno svojo izkušnjo. Se pravi, kaj je tisto, kar me zelo zadelo v zadnjem času, sem odkril eno pismo enega našega bivšega generala Adolfa Nikolasa, jezuitski general, pripadam jezuitskemu redu, to veste, in on je bil tak malo bolj, oziroma zelo kontemplativen človek in je opazoval, kot general je imel nekako pregled nad celim svetom, kaj se kje dogaja, jezuiti smo več ali manj po celem svetu, in je opazoval, kaj je problem današnjega sveta, to, da se krščanstvo malo zgublja, da imamo take težave kristjani živeti vsakodnevno krščansko življenje in je najprej to opazoval sam pri sebi, kot duhovnik, pravzaprav kot general, se pravi nekdo, ki ima zelo odgovorno službo v cerkvi, potem pa je tudi opazoval okrog sebe. In tisto, kar je opazil, je bilo to, da je glavni razlog, se pravi, tega upada krščanstva in vsega tega danes, je raztresenost. In ko sem to prebral, ta članek, se mi zdelo, to je pa popolnoma res. Najprej na osnovi lastne izkušnje, potem, ko pa začneš opazovati življenje pa ljudi, pa vidiš, da je to kar nasplošno velja. In sicer zelo zanimivo je opazovati našo raztresenost v primerjavi z različnimi svetniki, beremo življenjepise svetnikov, beremo njihova razmišljanja in v tistih razmišljanjih čutimo eno skoraj oprijemljivo vero, življenje, čutimo neko zagnanost, gorečnost in te stvari in se sprašujemo, od kje imajo to. In pravzaprav to izhaja iz zbranosti na Boga. Vedno znova omenjajo to, da se je treba vedno znova koncentrirati ali pa zbirati na Jezusa Kristusa. To pomeni vsakdanja molitev, vsakdanjo izpostavljanje, bi rekel, Kristusovemu obrazu, živemu Kristusu, zato, da te lahko zadene. Se pravi, da ne postavljaš barijer, ovir Kristusu, da bi lahko naredil s teboj tisto, kar želi storiti. To ni lahka naloga, to je velik napor za človeka, zato, ker smo kar precej usmerjeni sami vase, oziroma hitro si postavimo neke zidove, neke stene, si ugradimo svoj vrt, zato da bi tam imeli mir in si potem zgraditi svoje kraljestvo. In zanimivo je, kako je razdelil te različne raztresenosti. Sam tukaj dodajam še kakšno stvar, ki sem jo vmes opazil, pa bi zdaj skozi šel te različne raztresenosti. Potem bi še dodal to, da te raztresenosti vplivajo na našo podobo Boga in tudi kako, katera raztresenost vpliva na podobo Boga, ki jo imamo. In napačne podobe Boga nas tudi velikokrat zavedejo zelo daleč od Boga, tudi od krščanstva. Živimo včasih v krivi veri, v napačni podobi Boga, ali pa se borimo proti Bogu, ki ga ni, proti neki podobi, ki smo si jo ustvarili. Tudi srečamo ljudi, ki se borijo proti Bogu, pa točno vemo, da tisto ni Bog, proti čemur se borijo. In je to pravzaprav tragikomično velikokrat v današnjem svetu. In mi smo poklicani, da pač ljudem razložimo, da jim pomagamo k pravi podobi Boga, najprej pa sami sebi. Torej, prva taka
raztresenost, ki jo vidi ta general in se strinjam, da obstaja, pravi čustvena identifikacija s skupinami, ki trpijo zaradi kakšnega kompleksa in prevzamejo držo večne žrtve. Se pravi, to je navezano na ideološki način razmišljanja. Poznamo, zdaj če sem malo bolj konkreten, v družbi različne socialne skupine, ki se borijo za svoje pravice. Zelo dobra stvar, občečloveško dobro, priznano, ampak lahko postane ideologija, ko postane absolutno. Isto ekologizem, prizadevanje za ekologijo, dobra stvar sama na sebi, ko pa zdaj govorimo samo še mati narava, Boga nikjer ni več, postane malik ali pa ideologija, ki nas bo zanesljivo pripeljala v svoje nasprotje. To se je še vedno zgodilo. In tudi druge take skupine, ki se imajo za preganjanje, mogoče tudi danes LGBT, a ne, ta agenda, ki se tudi tretira kot preganjana recimo in v imenu tega preganjanja, tega absolutizacije, tega potem se vodi določena politika, določen način pojavljanja v javnosti na zelo absoluten način. Ni to samo nekaj, kar se človeku zgodi, pač pa nekaj popolnoma absolutnega kot neka religija. Se pravi, to zelo raztresa človeka v odnosu do Boga, pa v odnosu do samega sebe, ta stvar, in tudi daje določeno podobo Boga, kot da je Bog ideologija. Se pravi, pomembno je, kateremu Bogu pripadaš, za katerega Boga se ideološko boriš in kateri Bog mora zmagati. In zato tudi nas, kristjane, mogoče kdo tak dojema kot tekmece, dojema kot tiste, ki želimo uveljaviti svojo ideologijo. Mogoče malo težje razumejo, da je Bog živ, da je Bog dinamičen, spremenljiv in da spremlja človeka v njegovem življenju, da ni neka trda ideologija, neka trda struktura, ki jo zdaj ti moraš dobesedno aplicirati v življenje. Se pravi, to je napačno razumevanje Boga in v tem imenu je veliko borbe na svetu proti Bogu. V Sloveniji, sam lahko rečem, sem mnogokrat na letu, ker sem se bolj z družboslovjem ukvarjal, pa s humanistiko, da je ogromno napačnega pojmovanja krščanstva kot takega in potem se borimo proti takemu krščanstvu napačno pojmovanemu. In je res tragično, se nimaš skoraj nič pogovarjati s takimi ljudmi, ker pravzaprav govorijo o nečem, česar jaz ne verjamem. Ne? In pravzaprav tega Boga ni, o katerem govorijo. Ne? Tako da je čisti nesporazum, bi lahko rekel. In kako to rešiti, kako rešiti človeka, da ne bo užaljen, ko mu boš povedal, da pravzaprav to ni tisto, da to ni Bog, proti čemur se on bori. In če je pripravljen pač poslušati me, kaj pa je zame Bog, kaj pa je moja izkušnja Boga, ne? Mogoče bi že drugače potem gledal, če bi si pustil do sebe. Ne? Potem so tukaj tudi ena druga taka raztresenost, so določene etnične skupine ali pa neke združenja, bolj na tej socialni ravni, v katerem mnogi projicirajo ves idealizem svoje mladosti, so včasih različne gibanja, neke alter kultura in tako dalje, recimo, kamor ljudje zastavijo vse svoje življenje v neki iluzornem upanju, da to pomeni absolutno spremembo sveta, da bo zaradi tega svet čist drugačen, da je to edino čista in prava skupina, ki ji pripadam. Samo ta skupina pozna življenje, samo ta skupina si prizadeva res za prave stvari, iskreno in dobro, drugi so pa vsi hinavci. Ne? In že tak idealizem, ki se tukaj pojavlja, lahko zanese zelo daleč. In za te skupine večinoma Bog ostaja neka partikularnost ali pa mit v zgodovini, nekdo, ki ovira kreativnost skupin, nekdo, ki ne dovoli, da bi se človek izrazil. No? Sem spadajo tudi različne sekte, religiozne in tako dalje. Ne? Potem je zanimiva raztresenost, ki pa pravi, da je zelo stara v cerkvi in se je rodila v samostanih, pravzaprav v cerkvi pa perfekcionizem. Se pravi prizadevanje, da bi vse izpolnil točno tako, kot pravi vera. Se pravi do pičice rad bi bil absolutno najboljši kristjan.
Se pravi, izpolnjeval bom vse pravila, ki jih zapoveduje Cerkev, vsa pravila, ki jih zapoveduje vera, in bom idealen človek, brez napake. To je bila skušnjava mnogih, bodisi menihov, bodisi ljudi, ki se zelo prizadevajo za Boga. Ta perfekcionizem lahko pripelje v velik duhovni napuh, ker človek misli, da je boljši od drugih. Sami se včasih najdemo v tem, lahko kristjani, nisem boljši od drugih, ampak imam več od tega, da sem bližje s Kristusom. To je razlika, bistvena. Lahko pa pripelje v skrupuloznost, sam v pogovorih tudi z mladimi, pa tudi starejšimi, opažam, da je med ljudmi ogromno skrupuloznega razmišljanja, kaj sem narobe naredil, da mi bo Bog zameril, prav do nekih podrobnosti. In ljudje zelo trpijo zaradi tega, kje je meja nekega greha, ki sem ga naredil, kje je meja neke stvari, ki sem jo narobe naredil. In ljudje ne ločujejo med velikim pa malim grehom, bi rekel, in kaj je res grešno, kaj ni. In dejansko pridemo pri tem do vprašanja ponižnosti, namreč na določeni točki mora vsak človek sprejeti svoje omejitve, da je tudi grešen in to ponižno živeti, prenašati samega sebe v svojih omejitvah in v svojih grešnosti. To ni lahko, ker perfekten ne bo nihče v tem življenju. In ravno to je tisto, kar zgleda, da Bog dopušča, da bi ostali ponižni, da se ne bi prevzeli. Ker je rast v duhovnem življenju, rastemo k svetosti, ampak nobeden od svetnikov, ki jih posebej novejših, ki jih poznamo, si ne bi upal reči, da je perfekten. Janez Pavel II. Nikoli ne bi rekel, da je perfekten človek. Prej bi govoril, da je grešnik. Vedno smo bolj slišali od svetnikov, da so grešniki, kot pa da so perfektni, ali da bi branili svojo perfektnost na noben način. Pater Pij nikoli ni branil svoje perfektnosti ali pa svetosti. Ta se je sama izražala in so jo ljudje sami spoznali. In je skušnjava za nas kristjane, posebej za tiste, ki smo tukaj, ki si prizadevamo za čim boljše krščansko življenje, nas lahko zelo muči ta skušnjava. In vidim, da zlo dela tako, da pri ljudeh, ki so zelo zagreti za Kristusa, jih muči z skrupuloznostjo, zato da ne bi imeli miru v življenju. Treba je pa najti ravnotežje. Duhovnost je v ravnotežju, to ni kompromis, nek medokompromis, ampak je pot v globino, v ravnotežje. Sveti Ignacij nas jezuite to uči, ker je tudi sam imel izkušnjo, da je padel v skrupuloznost, kjer je greh seciral na mini, tako daleč, da je že hotel samomor narediti, ker to ti zagreni življenje, taka zadeva. Dobro, to je ta, se pravi perfekcionizem, taka ta druga. Potem lahko najbolj razširjena raztresenost je ego ali pa narcisizem, ki ga je danes veliko, se pravi, da si usmerjen samo vase, ti si središče sveta, ti si središče vesolja, moja sodba je edina prava, moja trditev je edino prava, nihče ni bolj pameten kot jaz in enostavno sem sam sebi središče. Mislim, da je to svoboda, to izhajanje samo iz samega sebe, da sem na ta način neodvisen, svoboden, da svobodno, samostojno razmišljam in tako dalje in ne pustim nikogar blizu, da bi mi kaj rekel. S takimi ljudmi je izredno težko živeti skupaj z narcisom, zato ker neprestano rabi potrditve za to, da je najboljši, ti ga moraš skoraj vsako minuto potrjevati. Najboljši si, ne smeš mu nič reči, da je kaj narobe, in je zelo naporen in se lahko znese na teboj na različne načine, uporabi vsa sredstva, ki jih ima proti tebi, tudi tisto, kar si mu iskreno zaupal, zelo osebno, ko bo šlo za njega, bo on to uporabil javno. To je zelo težko, zelo tragično. In recimo primerjavo duhovnega človeka ali pa zdaj narcisa, resnično duhovni človek prenaša težave z veliko notranjo svobodo in povezanostjo z Bogom, narcis bo pa težave doživel kot zaroto proti sebi. Vedno so krivi drugi, vedno je krivda na drugih, nikoli ne bo znal darovati svoje stiske pa težave Bogu. Vedno se čuti žrtev, preganjan, izgubi hitro kontrolo, živce in tako dalje. In se pravi, tudi skupnost, kot že rečeno, zelo trpi zaradi te oblike raztresenosti,
In danes je tega res veliko, tako da rastejo kot gobe po dežju terapevtska združenja, terapevti, ki zdravijo za narcisizmom. Tudi jezuiti nismo imuni na narcisizem, ko si duhovnik, imaš tako službo, da stojiš pred ljudmi, te lahko to kaj hitro zgrabi, da se imaš za egocentričnega, da začneš oznanjati samega sebe, ne pa več Jezusa Kristusa. Meja je včasih precej tanka. In kot že rečeno, v začetku je treba preverjati svoj odnos z Bogom, s Kristusom, koliko njemu služim, koliko pa sam sebi, koliko sem se postavil na mesto Boga, koliko sem sam Bog. In tukaj je podoba Boga zelo skvarjena, namreč v tem primeru sem Bog samemu sebi, jaz sem Bog. V resnici ne bom tega izrekel nikoli, ampak dajte me častiti, dajte me pohvaliti. Ja. Potem je naslednja taka raztresenost, ki je dobro znana vsem, je zaradi medijev in trga, potem te napravice elektronske pa internet. Poznamo pojav tako imenovanega vampinga pri mladih, se pravi, da so stalno priklopljeni na napravice po dnevi in po noči, ker vedno se nekaj dogaja in se zgodi, da največ naprav nekdo priklopljen. In na telefon, na računalnik, ne vem, je kot bi bil en robot, ima žice gor posebne. Se pravi, ko je skrajna zasvojenost, je tak človek reže ves v žicah in enostavno ne more več spati, ne more več živeti nekega uravnoteženega življenja, pride res do prave zasvojenosti. Na tem področju je veliko zasvojenosti, težka je borba na ravni medijev, posebej zasvojenost z pornografijo ali pa z igricami ali s podobnimi stvarmi. Tukaj ni važno, ali so otroci, ali so mladi, ali so odrasli, to je pri vseh, moški, ženska, pri vseh. Danes je to pri vseh. In dejansko je to poplava in je težko konkurirati, lahko rečem tudi, ker duhovnik, ko se pogovarja z ljudmi, je res težko konkurirati vsemu temu, kar novega pride. Ti bi rabo ne vem koliko ljudi, da bi stalno preverjali, kaj je novega in odgovarjali na to, kar je prišlo, in to nas dejansko prehiteva in je vsak posameznik izredno izpostavljen vsemu temu. Ni lahko družinam, ki vzgajate otroke, ker otroci zelo hitro padejo v to, prej ali slej, tudi če vi ne vidite, že kmalu obvladajo strategije, kako se izogniti staršem. Se spomnim, pri komunikacijskih vedah so nas učili, kako se otroci vedno preselijo korak naprej, se pravi, starši mislijo, da so na Facebooku, oni so pa že drugje na drugem družabnem omrežju, za starše pa dajo sporočila še vedno na Facebook, recimo. Z določenimi prijatelji so zmenjeni, da pač prevarajo starše, oni so pa tisto resnično, so pa drugje. Ko pa starši odkrijejo, udrejo v njihov svet, se pa preselijo drugam. Vedno bežijo en korak naprej pred starši, tako da nikoli čisto točno ne veš, kje so. In je res večkrat treba samo moliti. Tudi ko sem imel pač študentski dom v Mariboru, pa so mi te študentje marsikateri pravili, kam vse so padli že kot srednješolci ali pa še prej. Res je, da so eni tudi prišli do droge, zasvojenosti z drogo, iz krščanskih družin, iz zelo krščanskih družin in starši niso nič vedeli. Tako da na tem področju je ena poplava, je boj in borba in ne smemo se ustrašiti, če se to zgodi v družini, da je kakšen otrok zasvojen s tem, se je treba spustiti v borbo za njega. To je totalni boj. Sam sem večkrat vozil k terapevtom, te zasvojene, pa je to trd boj. To je trd boj, to je na smrt in življenje. In je čisto tako, ali boš živel ali pa boš umrl, čisto tako. In se mora sam odločiti človek na neki točki, da se bo zdravil, da bo šel iz tega ven, če ne pač ni pomoči za tisti čas, dokler se ne odloči. Pomoč je pa vedno, do konca je možno, da človek gre iz tega ven. Je pa zelo težko, ker tudi ljudje, ki so zasvojeni, zelo trpijo. Prostora za Boga pa tukaj praktično ni. To sem sam videl, kakor je človek zasvojen, je to Bog in kakršnega koli zmožnosti zbiranja, da bi kakorkoli molil, da bi kakorkoli se obračal na kaj presežnega, na Boga, ni mogoče, ker tista zasvojenost ga drži kot v eni kletki. Tukaj mi pride na misel večkrat tudi
napačno pojmovanje Boga kot tistega, ki človeka drži v nekem zaporu ali pa v kletki s pravili, z določitvami, v resnici pa daje svobodo. Ne? Iz izkušnje vem, to pa zlasti izkušnje, da Bog vedno 5-krat vpraša, ali hočeš sodelovati z menoj, vsako uro te vpraša, hočeš biti z menoj, nikoli te ne ujame, pa da bi te držal. Zlo te pa enkrat ujame, pa te ne spusti. To je recimo zasvojenost, je tak primer, ko te zlo ujame in te ne spusti ven. In potem razpoznaš, kako deluje zlo. Marsikdo pa misli, da je Bog tisti, ki te ujame, pa te ne spusti ven. Zdaj bom šel v cerkev, zdaj me bodo pa ujeli in ne bom smel več tega in tega delati, ne bom imel svobode. Ampak izkušnja je, da Bog osvobaja. No? Sami pa vemo, kako zlo drži človeka recimo v zasvojenosti. Tu je eno res težko in lahko bi rekli tako tragično področje, ki ga lahko gledamo, spremljamo. Potem ena taka raztresenost je tudi površnost na verskem področju. Tukaj se pa včasih lahko tudi na ravni fare ali pa kjerkoli skregamo za neke zunanje stvari verske, neke zunanje izraze, a bomo imeli procesijo ali ne, so običaji recimo, ni pa tako bistveno za vero samo. In ne znamo ločiti, kaj je bistveno za vero samo, kaj pa ne. Seveda tudi v tem treba razločevati, so dobre stvari to, tradicionalne, zelo, brez tradicije, brez spomina mi ne obstajamo, ampak razločiti, kaj je bistveno, da se ne bi ukvarjali samo z zunanjostjo, z zunanjo podobo obreda, z zunanjo podobo slovesnosti, ampak da bi vstopili v njeno bistvo, se pravi tisto, kar nam sporoča in da bi tam dobili hrano, zato da gremo domov polni, ne pa da smo prazni, samo lupina, prazna lupina. In se dogaja, ker še taki spori med kristjani v tem smislu. Danes se recimo dogaja, to pa vidim pri mladih, eni želijo imeti samo latinsko mašo, pravijo, da je drugi vatikanski koncil bila zabloda, da je treba samo nazaj pred koncilski čas, to zdaj mladi tako prihajajo, tudi kakšni mlajši duhovniki, in je zelo težko, ker je en tak spor na čisto zunanji ravni, v bistvu maša je ista, pač v latinskem jeziku želijo, kot da je zdaj za to več uredna, da ima zato, ne vem, globlje sporočilo, da se Kristus lahko spremeni edino v latinski maši. Imate tudi, ne vem, Scutum Fidei, mislim, da je na YouTubu, ki je res skrajno deviantna zadeva, se pravi, tudi človek nima pojma o tridentinskem koncilu, niti o latinskih mašah v resnici. To so pač neke informacije iz Amerike, ki jih ti potem prenašaš med ljudi, neodgovorno. Tridentinski koncil je bil povsem drugačen, šlo je za druge poudarke, ni šlo za to, da mora biti latinska maša, to je zgrešeno in da mora duhovnik biti s hrbtom dol obrnjen, zato pa. Skratka, to so ene zunanjosti, velike pozunanjenosti, ki nas lahko skregajo med sabo, raztresejo in nekdo, ki zelo pobožno se drži pri latinski maši, bo lahko v osebnem življenju živel zelo razbrzdano, to se tudi dogaja, ne bo res krščansko živel in misli, da je svoje opravil, ko je opravil neko zunanje dejanje. In to je blizu farizejščini. Ne gre pa za to, da bi prezirali, treba razločevati, recimo pri mladih gledam, ni dobro, da bi prezirali zdaj to, kar je ta njihova tendenca, zato ker je noter skrita želja po pristnosti. Oni želijo, da bi bile naše liturgije, naše maše pristne, da bi bile res, da bi čutili svetost, da bi začutili Boga. Iščejo pa mogoče malo na napačen način. In tukaj je pač treba pomagati, da se pride spet do ravnotežja, kot že prej omenjeno. To duhovno ravnotežje je vedno zelo, zelo pomembno. Potem raztresenost, ker nismo integrirani, zavzeti, solidni, pač osredinjeni, se pravi raztresenost že v našem vsakdanjem življenju. Če pomislite na svoj dan, kako ga preživite, je večkrat zelo raztresen. Ne vem, če zvečer veste, kaj ste čez dan delali. Ko se usedeš zvečer, probajte pomisliti, a se sploh spomnim, kaj sem jaz čez dan delal. Ne, točno. Ker je toliko stvari nas vleče na razen, da je dejansko si toliko raztresen, da se je prav težko zbrati
osrediniti in pomisliti, kdo sploh sem, kaj delam, kaj sem danes delal, kaj bi rad jutri delal, a ne? In potem kar tako živiš iz dneva v dan kot en hrček noter v tistem bobnu, a ne? In na ta način je zelo logično, da se odnosi rušijo, najprej v naši najožji družini, zato ker ko nisi zbran, si nervozen, si živčen, rečeš slabe besede, drugim posebej mož pa žena drug drugemu, v resnici bi rada, da bi bilo drugače, ampak iz te napetosti notranje, iz te raztresenosti si pač nekaj vržeta v obraz, ker nista zadovoljna s seboj, vsak ni zadovoljen sam s seboj, to je tisto sporočilo, ne? In mogoče je treba tudi znati prav brati te odnose, da ne bi na prvo besedo verjeli ali pa sprejeli, kar nekdo reče, da bi razumeli, da je zadaj neko drugo razpoloženje, da pravzaprav pa mogoče skuša povedati čisto nekaj drugega in da si oba želiva, da bi se lepo imeli, da si oba želiva miru v naši družini, pa rajš pejta v takih trenutkih nekam na samo, vzemta si čas, pa se umirita. Prvi del je najboljši, da se vsak sam vzame za umiritev, za pomisli, kdo je, kje je, kaj dela, kaj je njegov namen, pa potem prideta skupaj pa se malo pogovorita. In prepričan sem, da bi se marsikateri problem veliko bolje pa hitreje rešil, ker potem problemi naraščajo s tem, ko si rečemo obtožbe, potem je pa že na osnovi tiste obtožbe še večji problem in je še večji problem in iz nič lahko nastane nekaj zelo velikega. Kot pravimo, vidimo pri ledu recimo, se zažre v neko razpoko, kamne narazen potegne, potem še več vode not pride, spet zmrzne, še bolj narazen gre in tako počasi vleče narazen. In pomembno je, da si ne pustimo vzeti te osredinjenosti, zbranosti v našem življenju, oziroma da se borimo za njo. Mogoče je to vsaj meni se tako zdi, da je to eno od osrednjih poslanstv kristjana danes tukaj na Zahodu, pri nas tudi v Sloveniji, da si izbori čas za tišino, da si izboriš čas za mir v vsak danu, pa tudi v tednu, vsaj malo, 15 minut, pol ure, da lahko nekam pobegneš in imaš mir in da se zbereš in da se zaveš, kdo si, kje si in kot kristjan se izročiš in daruješ Bogu. Jezuiti imamo eno sredstvo, ki ga nekateri pač dobro poznate, rečemo egzamen ali kratko spraševanje vesti, ko se 3-krat na dan ustaviš ob svojem življenju, najprej zjutraj izraziš namen v tem dnevu, kaj želiš v tem dnevu v duhovnem smislu ali pa v odnosih doseči, potem se pa sredi dneva pogledaš, kak je bilo prej, čisto na kratko, izročiš Bogu, prosiš odpuščanja, kar je bilo narobe, zvečer pa to vse skupaj ponoviš od pol dneva pa do večera. Če to človek ponavlja dan za dnem, se to izredno pozna. Če imamo tudi kakšno večjo skušnjavo, recimo, da smo prepirljivi, jezljivi ali kaj takega, po naravi malo, se na ta način zelo zmanjša zadeva. Če jo spremljam 3-krat na dan in se skušam pa tudi opravičiti, vsakič vem, da se bom moral opravičiti, ne da je to kazen samemu sebi, ampak dejansko skušam poravnati v odnosih tudi na zunaj. S takim treningom, se pravi duhovnim, dan za dnem človek ogromno lahko spremeni. To pri nas poznamo kot najbolj učinkovito sredstvo za spreminjanje česarkoli. Slabih navad, česarkoli, to, da se res 3-krat na dan to spomniš, lahko se pa skupaj, če sta mož in žena, če pač sta skupaj cel dan, sicer pa vsak sam, 5 minut je to dovolj. In vedno izkušnjava, nimam časa, ampak to je 5 minut. In po tistem se ti počutiš veliko boljše, si veliko bolj zbran in prav z večjim zagonom greš delati naprej. Boljši si do sodelavcev, boljši si do vseh. To je to. Upam, da nisem že predolg. Zdaj, mogoče, če ima kdo kakšno vprašanje, lahko kar postavi ali pa doda kakšno svojo izkušnjo, tudi to lahko. Tisto, kar pogumno dejte, saj ste sami to domači, se poznate med sabo. Recimo, kakšna raztresenost, če se jo še spomnite, ker je res lahko zelo velik problem.
če ne bom pa še kakšno pričevanje povedal, ampak kar mislim, da je bož, da če kdo od vas ima kakšno vprašanje, jaz tam vzel vsega prostora. Tako da v zakonskih skupinah večkrat vidim, da so različne skušnjave te raztresenosti v paru, pač pomaga to, da si naredita eno strukturo, da si na zunaj postavita nek red in to kar precej pomaga v tem smislu. No, kot je pa prej že, se mi zdi, gospod župnik je pri Maši dobro to omenil, ta odločitev, sem slišal, odločitev za to, da smo ponižni oziroma odločitev za življenje z Kristusom, za vsako to stvarjo, ko želimo spremeniti, stoji pač odločitev. In mislim, da je odločitev bistvena stvar, ki človeka zaznamuje, oziroma bistvena stvar, da človek sploh dozori, da sploh dozorevamo. Če se ne odločamo, če ne puščamo nekih stvari zadaj, ob strani, ne moramo dozoreti, ne moramo zrasti, se vrtimo v krogu. Se pravi, živimo samo v enem svetu, nikoli ne zrastemo nikamor, če ni krize. Kriza človeka zmeraj dozoreva in jo lahko uporabimo za to. Torej, sam se spomnim iz lastne izkušnje, ko sem kot študent zelo intenzivno iskal Boga, zame je bila težava ta, se pravi, sem z verne katoliške družine Sevške doline, nas je več otrok doma, mi smo bili zelo katoliška družina, ki smo tudi v župniji sodelovali, ministranti bili in vse, in si pravzaprav nekako razumsko vse vedel, skoraj vse, si mislil, da vse veš o krščanstvu, medtem ko pa nisi doživljal Boga. Jaz sem to izkušnjo imel. Boga nisem mogel osebno doživljati. Zdelo se mi je, kot da ga gledam skozi steklo. Na drugi strani vem, kdo je, ne morem ga pa otipati, doživeti. In to je strašno mučno. In ne moreš do njega, pa veš, da je in da je tukaj, in zakaj me pusti tukaj čakati brez neke izkušnje njegove. Jaz vem, da je, in to mi prišlo vprašanje, to krizo sem skozi dal, a je mogoče krščanstvo samo ideologija, tudi ena od raztresenosti, o kateri sem prej govoril, a je mogoče to samo zato, ko so me starši naučili, da pač Bog obstaja, je to samo neka krščanska kultura, ni pa to resnično. In to me je tako mučilo, da sem dejansko potem izgubil vero kot srednješolc, mislim, v krizo sem jo neč izgubil, ampak prav taka kriza globoka v meni, ena taka velika negotovost, da mogoče sem pa res veren sam zato, ker sem iz take kulture, iz take družine, da tukaj ni, da Boga v resnici ni kot tistega, ki deluje. In to dokler nisem potem izkusil, da on deluje, da ko ga doživiš v svojem življenju. Dobro, moja izkušnja bila taka, nisem mogel drugače, kot da sem kar tako radikalno šel kot študent že, da sem pač se ulegel na posteljo, pa sem rekel, zdaj bom pa tukaj ležal, dokler se ne razodeneš, ali bom pa umrl. Nič nam jedu, evo, zdaj pa kakor češ, jaz ne moram več to. Tako, prav tak, malo preveč, mogoče izsiljevalsko do Boga, ampak jaz nisem mogel drugače. In sem se res ulegel na posteljo v Ljubljani, kjer sem stanoval, in pač nisem šel nikamor, sam na stranišče. V redu, in pa je to cel dan, pa sem že celo noč bil, pa še drug dan, tako ves čas, sem rekel, kar razodeni se, če češ, jaz sem tukaj, jaz sem pripravljen poslušati, in ko sem prepustil svoje misli, da so šle svobodno, ne bom nič kontroliral, hočem, da se Bog naravno razodene, da ni ideologija, naravno iz mene, na nek način, antropološko. In najprej se mi je zdelo, če sem prepustil misli, kot da bi v eno brezno padal, v eno črno brezno, brez dna, pa se tak ciničen odnos mi prišel, dobro pa pademo, videli, kam bomo padli, Tako, ja. Ampak ko padaš, te pa malo strah rata, ker ni konca, To se mi zdelo, je to ono brezno, ki nima dna, je tema, ni ničesar, nikjer ni nič, nobene oprijemljive točke eksistencialne, tako v življenju. In nekaj časa padaš in takrat sem pa začutil, da se vse moje bitje, čisto na antropološki način kot človek, si želi luči, si želi stabilnosti, si želi nekega sidra. Po naravi, to lahko rečem, potrdim, res po naravi, po človekovi naravi. Ne, da bi to kdo rekel,
ampak hrepeni telo, duša, duševnost, vse, kar mi smo, hrepeni po utemeljitvi in hrepeni po luči, ne temi, hrepeni po orientaciji v nekem prostoru, bi rekel. Mislim, da je to vse, duhovno, psihologija in vse v človeku in zahrepeniš potem. In sem zahrepenel potem. In potem se je spremenila ta slika. Najprej se mi je zdelo, ko zdaj simbolično govorim, kot da bi videl en cigareto v temi, lučko. In vse bitje se zagrabi za tisto luč. Vse bitje, vse moje bitje. In to je bilo zanimiva izkušnja. In ko se vse bitje zagrabi, zato je ta tema zginila, pa to brezno, in sem okrog sebe dojel vsakdanjost, v kateri živim. In ta vsakdanjost se mi je zdela neskončno lepa. Se pravi, se mi je zdelo, da je miza bolj resnična, kot sem jo prej videl, ali pa stol je bolj resničen, kot sem ga prej videl. Vse se mi je zdelo izjemno dragoceno. To, kar sem doživljal okrog sebe, in vsem sem videl en dar. In potem, če nisem želel, da je ta luč z menoj, se spet oddali. In v tem sem odkril, kakšna je, da je to res Bog in da tukaj gre za Božjo svobodo. Bog mi pušča svobodo, da ga pokličem k sebi ali pa se oddali. Je pa ves čas nekako pasivno prisoten, ampak če želim, da ga pokličem v svoje življenje, bo deloval, če ne želim, se odmakne, je zelo vljuden. Zelo vljuden. Vedno me pa ljubi, vedno je tukaj zraven. In ko sem odkril, da je Bog svoboden, da ni ideolog, da ni to nekdo, ker sem malo to podobo mogoče imel, da on postavlja zakone, ki jih moramo spolnjevati, da je pač nekdo, ki je živ, nekdo, ki mu je do mene, nekdo, ki me ljubi, ki ima oseben odnos do mene, to te dejansko spremeni. In potem se mi cela paradigma spremenila pogleda, tudi antropološka pogleda na svet. Vzbudila se mi ljubezen do človeštva, kako ne rečem, ljubezen do ljudi. In takrat mi je prišlo na misel, da je pomembno, da v odnosih ti storiš prvi korak, ne da čakaš, da drugi naredijo prvi korak. Zakaj bi čakal, da me drugi morajo ljubiti, če jaz lahko ljubim druge? Sploh nikoli nisem na to pomislil najprej. In ko sem storil prvi korak do drugega, se čudeži začnejo dogajati. Ljudje se kar odprejo, če ti na nek pristen način pristopiš k drugemu in verjameš, da je ta tudi Božja iskra, ta luč v njem, ta človek se zdi, kot da bi zaznal to v sebi in se ti kar odpre. Ne takoj vsi, včasih nekaj časa traja, ampak na neki točki človek ne zdrži, da se ne bi odprl pred ljubeznijo ali pa pred nekim osebnim odnosom. To je bilo čisto odkritje, čisto antropološko, ki mene popolnoma spremenilo. In tam sem jaz odkril željo, pač globoko željo, da bi pač življenje posvetil za nekaj dobrega, neko služenje, ker sem videl, da to srečuje. Ne zato, da, tudi pa se odločil za duhovniški poklic, ne zato, da bi zdaj se matral, da bi to čim večje zadoščenje dajal, ampak zato, ker je to tako dobro, ker tam doživlja srečo. Se pravi, perspektiva se ti spremeni, ko srečaš osebno Boga. In to mislim, da te tudi potem lahko zbira, ta spomin na izkušnjo Boga, naše bitje se vedno želi vračati nazaj v to izkušnjo, pa ne uspeš vedno, Bog ti ne da vedno takih razodeti. Veliko je puščave v življenju, ko Boga ne doživljaš, ko hodiš samo v spominu na to, kar ti je Bog dal, in to je čista vera, ki je pa v Jezusovih očeh še več uredna kot ta izkušnja. No, to, če te brali kakšnega mistika, Janeza od Križa ali pa Terezijo Vilsko, velikrat pridejo do te krize, te notranje krize, ko ne čutijo Boga, pa vendar je Bog čisto blizu. Nekako čutno ali pa v nekem te duhovnem smislu ga ne čutijo, v resnici pa zelo blizu. In zdi se, kot da bi te izkušnje Bog dajal duhovne človeku, ki je še v napoti dozorevanja. Se pravi, občasno ti da tako izkušnjo, da veš, da obstaja, potem pa hodi v veri. In največkrat vidimo Božje delovanje, če nismo gotovi, a zdaj Bog res deluje prek mene, a ne, ker ga ne čutim. A res deluje prek mene, potem pogledajte ljudi okrog sebe, kako se oni odzivajo na vaše dejanja. In prek tega, da drugi spoznavajo, da Bog deluje preko nas, vemo, da Bog deluje. Velikokrat nas pusti, potem, ko smo zelo povezani z njim,
brez neke take velike izkušnje, drugim jo pa daje preko nas. Se pravi, po nas ljudje začutijo Boga, kot je prej gospod župnik govoril, mi ga pa lahko ne čutimo, ampak ga vidimo po teh dejanjih, ki so se zgodila preko nas. In to je potrditev njegove prisotnosti. Tako da je zelo zanimiva vera ali pa ta osebni odnos do Boga, ko gremo v globino, ni vse tako enosmerno, ni tako jasno, je vse ena pot pa en razvoj, vse do smrti se mi razvijamo v odnosu do Boga, na neki točki se odločimo za njega, potem pa se poglablja ta vera z različnimi duhovnimi izkušnjami. Čas malo pademo z grehom, pa potem se poberemo, nas Bog pobere, pa spet rastemo in se iz tega kaj naučimo. In to je potem rast v svetosti. Tako da se pravi, kako že, zdaj sem pozabil, se pravi, taki kandidat za svetnika, bil je profesor teologije na teološki fakulteti, Strle, ja. Strleta sem enkrat vprašal pri spovedi, kako to, da se človek nič ne spremeni, greš k spovedi tokrat, pa iste grehe ponavljaš. Tudi meni je šlo na živce, da svoje grehe iste ponavljam, da se nič ne premaknem. Je rekel, meni se dogaja isto, je rekel, če jaz, pač on je bil pa veljal za mistika, je rekel, če sem milimeter na leto kaj spremeni, pa veliko, sem jaz vesel. Vesel sem, da sem v tej smeri, čist pomalo, sej pa pravi, ste pa Bog itak na peruti vzame. Važno, da je tvoja volja izražena, da si ti trudiš v to smer, potem pa Bog včas kar prestavi, tako sam. Ne veš zakaj, pa kako, ampak ni tako, da zdaj je taka dolga pot do njega, nikoli ga nam dosegel, to ne drži. Ima drugo logiko Bog, pomembna je naša odločitev za njega in pot v smeri do njega in to prečiščevanje v teh vseh raztresenosti in osredinjanje na njega. Se mi zdi, da je prav tale adventni čas je mogoče še večja priložnost za to, da se skušamo poglobiti in osrediniti v njem. In če imate priložnost, doma za advent, zdaj, ko ste družina skupaj, ali pa, če ste odrasli kje, podeliti si kakšno duhovno izkušnjo med sabo. Izkušnjo srečanja Boga, nekaj otrokom poveste, kako ste Boga srečali ali spoznali, zakaj ste se vi odločili, da ste verni. To je odločitev. Ni samo to prevzamem od svojih staršev in isto delam naprej, do danes premalo. Skoraj ne moramo zdržati kristjani na tak način. Ja. Zdrava sebičnost. Ljubezen do sebe zdrava, ja, sebičnost pa mislim, da ne, mislim kot sebičnost, ampak ja pa, to bi pa rekel, prav ljubezen do sebe pa ja. V tem smislu sebičnost, se pravi, da imaš sebe rad kot Božji dar, da se ne zaničuješ in da se imaš rad. Ker tudi iz tega, da se nimamo radi, pride veliko slabega. Če nimaš sebe rad, pa do drugih nimaš. Bom povedal za primer, lahko ima doma en mož z ene družine, pravzaprav veliko gara za druge ljudi, ogromno dela za druge, za družino pa pozab. Na svojo družino ga zmeraj čakajo doma, njega ni, žena je sama z otroki doma, in on se pa razdaja drugim za dobre stvari. A je to prav? To je tako vprašanje. A bi tukaj moral biti malo v narekovajih sebičen in odrezati ne stvari tudi dobre, ki jih delaš zaradi družine. Tukaj je bolj znak, da sebe nima rad. Zato, če nimaš sebe rad, družino dojemljaš kot del sebe. In oni so isto, kot sem jaz. In avtomatsko nekdo misli, če jaz potrpim toliko, da za sebe nič ne poskrbim, se sam drugim darujem, oni tudi morajo, ker so moji, ker so jaz. Ampak to ni prav. Tukaj se lahko ujamemo, pa je neka zelo dobra stvar. Mislim, da res, ja. Ker to je pri nas Slovencih, je pa to sploh, da se ne znamo imeti dovolj radi. V tem smislu, da bi se sprejeli kot dar, da imamo darove pa talente, to moš priznati, drugo je pa nadutost, da pa misliš, da si pa zdaj več kot drugi. To je pa razlika.
Eno je pa to, da vsak ima svoje darove, ker ti tudi prej govoril gospod župnik, no, da si vsak ima svoje in jih priznamo, se jih veselimo, ampak tudi jaz jih imam, a ne. Večkrat vidim ene ljudi, ki vidijo sam darove drugih ljudi, svoje pa nič, ne. Ti vidiš na 3 kilometre, da ima darove, ampak kot da svoje sploh noče videti ali pa jih ne vidi. Ali ni toliko ureden, misli, da ni, ali ne vem kaj, ne, ali pa nima take funkcije v družbi, ampak to, ja, mislim, da res, tukaj je Jezus zelo direktno rekel, ne, ja, ker lahko to, ker mislim, da res v življenju je važno, kako na stvar delaš, ne kaj delaš, na kakšni poziciji si, to je zelo relativno v veri, to ne šteje skoraj nič, da sem jaz tukaj duhovnik, ne šteje toliko veliko v Božjih očeh, v smislu, tudi moje življenje isto kot življenje vsakega od vas, ne, kako ga živiš, kako. Ne za same pozicije nikoli, ne, lahko še globlje padeš, a ne, v tem smislu. Tako da ima vsak je tukaj na isti poziciji v odnosu do Boga, ima iste možnosti, a ne. Ampak ja, rad se imeti, mislim, da res imeti to zdravo samozavest, jaz sem in se zavedati, kdo si, kakšna je tvoja zgodovina, imeti identiteto, znati pristopati k drugim s to identiteto, ne pa jih prezirati, to pa lahko tudi iz občutka, da se manj ureden pride, da pa moram druge prezirati, ne. Ker stalno, to je bolj narcisizem, no, kot se prej rekel, ker pa moram stalno poudarjati, da sem najboljši, pa ne vem kaj, ne. Ja, bod zadovoljen s tem, kar imaš, pa tisto razvij. Mislim, da ima povprečno vsak človek toliko darov, da jih do konca življenja ne more vsega porabiti, ne. Zakaj se zdi, da imajo preveč, ker poletajo z ene stvari na drugo, se morajo fejst disciplinirati, da lahko čas, ki še otroke gledajo, ali pa študenti, ki so na 10 koncih, a ne, in vse delajo, na vse povsod, ampak jih je treba opozoriti, pa ti animatorji, včasih preveč. Vidim jih pol srečam, ker študente so čisti izžeti, ki pridejo z oratorija, a ne, in zase nimajo nič z duhovnega. In jih je treba pol v roke vzeti, pa da imajo zase kaj, ne. Tudi tako se razdajajo, pozabijo pa na svoje duhovno življenje, no, v tem smislu, ne. Tako da, tako jaz mislim, da smo zdaj že 5 do, ne, ja, tako da bi, to, če ima kdo še kakšno vprašanje, drugače bi pa zaključili, ali pa komentar, ja. Se strinjam popolnoma, ja. Nimam kaj dodati, ne. Morebiti to se sveto mašo, meni se vedno bolj zdi pomembno, no, tudi da se duhovnik se zdi, me najbolj to nagovorilo, ne, sveta maša, kjer jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta, ne. A ni to najlepša stvar, da si zraven tam, kjer grehi iz sveta gredo. In da je lepš poklic, no, da si tam zraven. Mislim, lepšega se meni izdel, da je tako možno, ne. Pa tudi to, pri vsaki maši, namen maše je, da ti prineseš samega sebe k maš, skupnost, da ste tukaj. In ni to, mislim, včasih je malo ta napačen, rekel, pojmovanje, ker je tle gor oder kot gledališče, ne. In zdaj pač igrajo gor svoje vloge, mi pa gledamo, ampak je v bistvu mistična združitev telesa, cerkvenega z Evharistijo, ne. Mi postanemo sveti, v Bogu, teološko tudi, ne. Ko prejmemo vhajilo, mi smo del Kristusa in Kristus je v nas in zato so včasih imenovali kristjane sveti. To apostol Pavel še pravi, ne, sveti v tem pa tam. To niso bili idealni pa brez greha, ampak pomeni, da so živeli iz Kristusa, da imajo v srcu Kristusa in se z njim združujejo, ne. Zato je pa maša, prinesemo sebe in svoje potrebe in svojo družino in vse, smo aktivni s svoje strani molitveno in darujemo na oltar, ker duhovnik v imenu ljudi daruje. Duhovnik je hkrati predstavlja človeka pa Kristusa, ne? Ker je posvečen pač kot da v času Kristusove besede, v času pa besede ljudi, ki odgovarjajo, ne, na to. In zelo je pomembno, so nas učili pri liturgiji, kako je pomembno, da vi odgovorite amen. Je neveljavno, če ne odgovorite amen, recimo, ne.
Če ne potrdi človek izraven tega, kar se dogaja, ni veljavna maša, mislim v tem smislu. Ni polna, ni popolna. Ne? Ker je stik, ker je srečanje Boga pa človeka, vedno vsaka maša. Smisel je v tem, da nas Evharistija krepi v življenju. Saj, če bili mi popolni, bi samo enkrat šli v življenju k maš, pa nikoli več, a ne se bi iz tiste maše živeli, pa mi smo grešni, zato gremo tokrat. Pa k spovedi gremo tokrat, ker smo grešniki. No? Zato se zakramenti služijo. V nebesih ne bo teh zakramentov, ki je zakrament Kristus sam, saj po teologiji tako, ne. Ni maše v nebesih, ne, ki je pač ona, njegova prisotnost sama. Ne. Vsi zakramenti so samo sredstvo, prek katerih se Bog čist blizu nas spusti in se nas dotakne in hoče biti z nami. Ne. In pač želi, da bi ga sprejeli in kad ste rekli, gospa, v tej moči pa delamo. Ne. Zdaj pa vprašanje vere, no, da se spustimo, da zidove podremo, pa ga spustimo. Ne. To je pa naša svoboda. Ali pa tudi končno en proces dozorevanja duhovno osebno. Ne moreš tudi na silo, to pa tudi res. Ne moreš ti na silo reči, od te ure naprej bom pa jaz čist veren. Je en razvoj, je ena prošnja k Bogu, dotakni se me, pridi k meni, pomagaj mi, da bom bolj globok. In to čas dolgo prosiš, 1 leto, 2 leti. A ne, to ni kar tak, to ni ideologija, no. Je človek cel prežet s tem. In potem lahko postajaš svet, kot celo bitje sveto postaja. Ne. Ja, tako, dobro. Tako da res hvala lepa za pozornost. Zdaj sem bolj pridgo imel končen. Sem mislil, da te še kaj več, ampak lepo, da ste se oglasili eni. Ja, tako da, dobro.